Dobro jutro, tako je Valentin. Včeraj sem preizkusil stabilizator tresenja pri videoposnetkih in sem videl, da se ne obnese najboljš, tako da ga ne bom več uporabljal. Bom pa preizkusil nekaj bolj mehko hoditi, pa da vidim, če bo to kaj bolje. Torej, da nadaljujem z pogovori o umu, o čustvih. Pa bi se danes dotaknil odgovornosti oziroma zavedanja. Če pogledamo, kakšno je stanje na tem svetu, lahko vidimo, da ljudje precej neodgovorno delujemo, da kljub izobilju hrane, prostora, obstaja na tem svetu pomanjkanje, vojne, nasilje. In potem je vprašanje, zakaj se ne znamo zmeniti, zakaj kljub temu, da smo ljudje tako inteligentni, da znamo celo priti na Luno, zakaj ne znamo urediti stvari tukaj na Zemlji, tako da bi vsi živeli v sožitju, harmoniji, miru in izobilju. No, zadeva je taka, da obstaja oziroma umsko-zavestni sistem, ki je bil zgrajen v zgodovini stvarstva z namenom, da nam po eni strani reflektira tisto, kar smo, po drugi strani pa tudi, da nam z raznimi občutki reflektira naše reakcije in nam pomaga, da jih preobrazimo. Toda če dopustimo te reakcije, da se v nas proizvajajo, te reakcije so v obliki energij, čustev, občutkov, potem te energije prevzamejo kontrolo nad nami, nas obsedajo, zaslepijo, nekako onesposobijo in potem izgubimo zavedanje naše lastne odgovornosti, naših lastnih dejanj. Te energije potem začnejo usmerjati naše življenje v delovanje, ki je škodljivo, nasilno, uničujoče za druga živa bitja in ta svet. Gotovo ste že slišali za izrek ljubezen je bolezen. Zdaj, glede ljubezni je tako, da obstaja ljubezen kot čustvo in ljubezen kot praktično fizično dejanje, ko človeku pomagamo na praktičen način. Vse stvari, ki izhajajo iz energije, iz čustev, so proizvod uma, so reakcija na tisto, kar je tukaj in nam samo pokažejo, da nečesa nočemo videti, da nočemo dojeti. Ker če smo z zavedanjem v tem trenutku, v sedanjosti, če učinkovito dihamo, lahko vidimo, da si vsi delimo eno realnost in da če hočemo usklajevati delovanje drugega, je potreben trezen, zdravorazumski pogovor in usklajevanje, kako si bomo to realnost delili, kako si bomo naravne vire delili, glede na naše realne, praktične potrebe. In zato ne potrebujemo čustev, zato ne potrebujemo čustvene reakcije. Ravno obratno, potrebujemo zdravorazumski, miren, enakovreden pogovor.
Čustva so torej energija, ki nas samo sabotira. Kljub temu, da nekatere vrste energij se nam zdijo zelo prijetne, privlačne, v nas povzročajo določeno zaznavo, ki nas lahko zasvoji in se od nje lahko potem postanemo odvisni. Zato je priporočljivo, da se osvobajamo od tega, kar nas omejuje, zasvojuje, dela odvisne, in da vedno v vsakem trenutku delujemo na osnovi zdravega razuma, trezne pameti in na osnovi principa tistega, kar je najboljše za vse. Torej, da če nekaj vidimo, če se z nekom o nečem pogovarjamo, da ne začnemo opravičevati svoje prepričanje, svoj osebni pogled na svet, ampak da se oba dva sogovornika začneta pogovarjati na osnovi tistega, kar je najboljše za vse. Da se vprašata, kako bi lahko zadevo uskladila, da je najboljše in zate, in zame, in tudi za vsa ostala živa bitja na tem svetu. To je moje priporočilo. Navedel bom še nekaj povezav v opisu tega posnetka in srčno vabim, da si jih pogledate, ker je to izjemno koristen material. Vsakič se potrudim, da naredim individualni izbor gradiva glede na tematiko videoposnetka, ki ga posnamem. To je za danes vse. Nasvidenje zopet jutri. Čau, čau.